Mariborski župan Franc Kangler je sprejel nekaj manj kot 120 odličnjakov. Največ jih je bilo tudi letos iz druge gimnazije Maribor, kjer je bilo vsa leta odličnih kar 35 dijakov. Ja, lahko vsekakor ni. Treba je vložiti nekaj dela, koliko to je verjetno odvisno od vsega posameznika, ampak recimo vsak dan malo slediti, kaj se dogaja v šoli, pa gre. Treba skozi sproti delati, pa se truditi, ne? Učiti, pa je uspeh tu. Po moje ni nekega recepta, pripravljati se je treba, kdaj je sploh recimo bolj takrat, ko imamo več testov, drugače pa ni nekega recepta. Recimo, ne vem, tako pred testi 3 do 4 ure, ampak če sproti delaš, toliko nanese, pol ne. Bolje je to sprotno delo, ki se jih ne meri v urah, ampak v količini narejenega. Zdaj, če ti to uspe v pol ure ali pa 2 urah, je povsem vseeno. Pridno učenje pa seveda ne pomeni, da odličnjaki ves čas preždijo za knjigami. Čas se najde tudi za kakšen hobi. Rada berem, potem trenutno tudi sodelujem v izzivu Kozmomatura, pa tudi z jogo se občasno ukvarjam. Zdaj za mene je mogoče malo drugače, ker še hodim na srednjo glasbeno, tako da sem po cele dneve v šolah. Je pa tudi dosti učenja med počitnicami, med vikendi, tako da praktično ni prostega časa skoraj nič. No, prva gimnazija je tudi letos producirala manj odličnjakov kot druga, saj je bilo odličnih 22 dijakov. Ja, letošnja bera vsaj pri nas je večja, kot je bila lani. To je dober trend. Kangler si je zaželel, da bi se dijaki po končanem študiju vrnili v rodno mesto. Sicer pa smo ga povprašali, kako uspešno je sam gulil šolske klopi. 4. letnik sem zaključil od 16 ocen, sem imel 14 petk, slovenščino pa italijanščino pa sem imel 3. In sem bil odličen, imel sem povprečno oceno 4,75.